Društvo pisateljev je bilo, da tako rečem, pri izviru vseh teh dogodkov in dejavnosti v zvezi s osamosvajanjem. Recimo, da se je začelo z novo revijo. Nova revija se je začela tudi s soglasjem, podporo Društva slovenskih pisateljev, nekaterih eksponiranih članov Društva slovenskih pisateljev, recimo bil je to Tone Pavček, ki je bil hkrati tudi, se mi zdi, direktor Cankarjeve založbe, ki je bila naš izdajatelj oziroma založnik. Potem pa so se stvari vrstile, recimo vzemite pisateljsko ustavo leta 1988, aprila meseca, mislim, da je bilo, smo torej člani Društva pisateljev in Društva sociologov pripravili knjigo, ki se imenuje Gradivo za slovensko ustavo. To gradivo vsebuje nekaj, bom rekel, nekaj takih splošnih, bolj ideoloških sestavin, je pa tudi že tekst, nekakšen ustavni tekst, pravni tekst. Eden od glavnih avtorjev je bil Peter Jambrek, potem so bili tam še Tine Hribar in Veljko Rus in tako naprej. Midva z gospodom Peršakom, pa tudi z Janezom Menartom smo napisali en uvod v tisto pisateljsko ustavo. No, ta pisateljska ustava je doživela precej buren odziv oziroma norčevali so se iz tega našega teksta politične organizacije oziroma partija takrat je bila zelo nezadovoljna, se tudi ona norčevala iz tega teksta. Čeprav ta tekst je potem postal, ko ne rečem, neke sorte orientacija za ustavo, kakršna je nastala potem leta 1990 oziroma 1991. V bistvu smo pisatelji takrat trasirali pot za ustavo, ki je bila v primerjavi z veljavno ustavo iz leta 1974, seveda bistveno krajša, bistveno bolj razumljiva, glavni poudarek je bil na človekovih pravicah. No, takoj zatem, ko smo mi absolvirali to pisateljsko ustavo, je prišlo do tiste nezaslišane aretacije četverice, Janše, Borštnerja, Tasića, Zavrla. In to je bil potem seveda to je bila kaplja čez rob oziroma neke sorte sprožilec nadaljnega dogajanja. Pisatelji smo skupaj z že na novo ustanovljenimi strankami takrat napisali tekst tako imenovane Majniške deklaracije. Majniška deklaracija je nosila podpise vseh tedaj na novo ustanovljenih strank, ampak prvi podpisnik je bilo Društvo slovenskih pisateljev. In najbrž je bilo povsem logično, da je to spomenico oziroma to deklaracijo prebral Tone Pavček na Kongresnem trgu, na neki prireditvi, ki je bila hkrati, da tako rečem, neka demonstracija teh novih strank in hkrati seveda nek protestni shod. Udeležili so se ga tisoči ljudi, protestni shod proti vojaškemu sodišču oziroma proti procesu, ki se je takrat odvijal v Ljubljani, torej na vojaškem sodišču. Pritisk pisateljev na slovensko politiko se je stopnjeval oziroma se ni nehal. Nekatere stranke so, da tako rečem, pritegnile vase kar precej članov Društva slovenskih pisateljev. No, morda bi moral pred tem omeniti še to, da je bilo to društvo oziroma da so bili ti prostori prizorišče nekaterih protestnih
zborovanj, shodov, predvsem povezanih z delovanjem odbora za zaščito človekovih pravic. Mi smo imeli takrat vsak večer branje tekstov, bodisi, kaj ne rečem, polemičnih, bodisi literarnih. Jaz se prav dobro spomnim, da sem tudi sam nastopil v tem okviru. Ampak kot rečeno, potem so se stvari začele seveda še bolj zaostrovati. Prišlo do volitev, na volitvah so nastopale stranke, nekatere so bile, kot rečeno, bolj literarne, bolj kulturniške, bolj intelektualistične, če hočete, druge pa nekoliko manj, ampak solidarnost med tistimi strankami, ki so se povezale potem v koalicijo Demos, je bila velika in pravzaprav kaj zelo veliko preštevanja med nami ni bilo. Tudi, rekel, če gledam zdaj današnje razmere v Sloveniji, je veliko pozornosti posvečene, kolikšen delež pripada kateri stranki, katerim skupinam in tako naprej. Takrat smo se, bom rekel, zelo prijateljsko sporazumevali med seboj. Nastala je vlada, v kateri je bilo kar nekaj pisateljev, Capuder recimo bil minister za kulturo, jaz sem bil takrat zunanji minister. No, kakorkoli, stvari so se potem seveda še bolj zaostrovale so se mednarodno. Kot veste, Slovenija ni imela veliko zagovornikov, vsaj v začetku ne, ampak seveda brez mednarodnega priznanja države ne bi moglo biti. In tako je tedanji vladi, meni osebno tudi, pripadla naloga, da poskušamo spreobrniti tiste nejeverne Tomaže vse povsod po Evropi. Veliko podpore smo imeli pri Avstrijcih, pri Nemcih, kar je seveda bilo odločilno. Če gledam zdaj tiste kronike in zapisnike iz tistih časov, seveda se vidi, da so Nemci pravzaprav prvi v Evropi ugotovili, da Jugoslavije ni več mogoče rešiti. Posegi srbske vojske oziroma Miloševića so bili preveč škandalozni in seveda nastali so problemi v zvezi z mednacionalnimi odnosi, zatiranje Albancev na Kosovem. Nastala je neka zelo zapletena in napeta in tudi do neke mere krvava situacija, ki se je potem razreševala. Slovenija je imela to srečo, da je relativno kmalu odšla iz tega cirkusa, ki ga je Janez Drnovšek, pokojni predsednik vlade, imenoval pekel. On je napisal knjigo, v slovenščini se imenuje Moja resnica, v francoskem prevodu pa Beg iz pekla. V resnici je bilo to neko napeto in nevarno, vendarle v mojem pogledu v zvratnem zrcalu zelo lepo obdobje in naše ambicije, naši ideali so bili nagrajeni. No, zdaj po 30 letih se mi zdi, seveda je položaj drugačen, vendarle smo se spremenili tudi mi. Postarali smo se, postali nekoliko bolj občutljivi, pa tudi morda bolj umirjeni. Tisto obdobje, 30 let nazaj, je bilo gotovo obdobje nekega vznemirjenja in napetosti in tako naprej. Današnje obdobje je v primerjavi s tistim bistveno bolj sproščeno, lagodno, normalno. Slovenija
je danes članica Evropske unije, NATO in tako naprej in v tem okviru pač doživlja življenje, ki je podobno življenju drugih držav okrog nas. Pri tem bi rad poudaril, da ugotavljamo vsi skupaj, ne samo Slovenci, ampak tudi Hrvati, tudi Srednjeevropejci, člani Višegrajske četverice, Čehi, Poljaki, Madžari, Slovaki, da seveda nekaterih problemov, ki so bili takrat pred 30 leti, nismo pravzaprav zares dokončno razrešili, oziroma da so nekatere brazgotine ostale, oziroma da so, ali pa opekline, če hočete. In marsikdo misli, da se da zdaj danes reševati tisto, kar se včeraj ni moglo rešiti. In jaz seveda razumem tiste, ki tako mislijo. Sicer moram reči, da težave, ki jih imamo, tudi poglejte te proteste pa tako naprej, da niso tako zelo usodne. Mislim, da se Slovenija relativno normalno razvija in da bo tudi v prihodnosti ostala normalna država.